No, Volčič si ni naključno izbral Gorice za svoje stalno bivališče, ko je končal službo in ko je končal živeti v Rimu in v Moskvi, Berlinu, Dunaju in morda še kje. Gorice mu je bile zelo všeč. Tukaj se je znašel dobro, čeprav rojen je bil v Trstu, ampak tukaj se je počutil zelo dobro kot doma, tudi zato, ker se je lahko končno tudi v Stari Gorici skoraj povsod pogovarjal v slovenščini. Njemu je slovenščina manjkala, on je živel od leta 1960 izven teh krajev, najprej v Rimu, potem je bil dopisnik marsikje drugje po Evropi. Govoril je 5-6 jezikov, ampak slovenščina je ostala vedno njegov materni jezik in tudi zato, ker je rojen v Ljubljani. Ko se je vrnil v Gorico, se je takoj vživel in se praktično vključil v politiko. Bil je izvoljen v senat, potem izvoljen v Evropski parlament in bil je tam kot slovenski parlamentarec. Slovenci smo v Italiji zmeraj imeli enega parlamentarca v Rimu, nič več kot enega in nikoli manj kot enega. In Volčič je bil ta eden in je bil odločilen v času, ki se je spreminjal in v času, ko je bilo treba odobriti ustrezno zakonodajo v zvezi s slovensko manjšino, k čemur je on bistveno prispeval. Ti programi so seveda nujni, so seveda pomembni, vendar postopoma izgubljajo na pomenu, ker so se počutili ljudje zelo integrirani v ta prostor in jim je seveda všeč, da vidijo nekaj sebe, nekaj svojega tudi na ekranu, ampak je to neki dodatek k splošnemu počutju, razumevanju tega prostora, kjer meja dejansko ostaja samo v zgodovinskem spominu. No, občutek je bil enkraten v trenutku, ko bil sem zraven tako leta 2004 tu v Gorici na tisti slovesnosti pred 20 leti, ko je padla meja, kot tudi kasneje, naprimer na meji v Beneški Sloveniji, ko je stopil v veljavo Schengenski sporazum. In sem videl, da so bili ljudje navdušeni in to me je pravzaprav zelo prevzelo, ker v preteklosti, kdor je tu živel tako kot jaz od rojstva, je občutil vedno neko hladnost, skoraj bi rekel nekaj strahu pred drugimi ali drugačnimi, ki so na oni strani meje. In to na obeh straneh, ne glede na to, ali so bili to Slovenci v Sloveniji ali so bili to Italijani v Italiji. Mislim, da je ta strah odpadel in da to omogoča ljudem, da živijo normalno. Mislim, da se je v praksi uresničilo. Posamezni človek, ki živi tukaj ali ki živi na drugi strani meje, blizu, meje ne razume več kot nekaj, kar deli, ampak ki pač tam preideš, kot da bi šel v sosednjo občino. V politiki še ne, politika še ni v celoti asimilirala te velike vrednote, ki je predstavljal Schengenski sporazum, in še vedno vidi mejo kot nekaj, kar bi lahko delilo, čeprav bi treba priznati, da manj kot v preteklosti. Ampak vendar potrebno je še vedno neka določena pozornost, da bi se stvari ne obrnile nazaj v neko napačno smer. Če so to zgodbe o ljudeh, so seveda zelo pomembne, kako so ljudje nakupovali metle
v Gorici, to je znana zgodba, ali kako so jugoslovanski cariniki brskali po žepkih italijanskih državljanov, ali imajo morda dinarje, ali kako so italijanski cariniki preverjali, če si tudi tankal bencin na drugi strani meje, ker je bil cenejši. To so zgodbe o ljudeh, to so zgodbe, ki so bile tukaj pravzaprav stalnica in mislim, da so to zgodbe, ki so zanimive za druge državljane, za druge ljudi, ki meje ne poznajo, ki meje niso doživljali in ki predvsem niso doživljali prehoda od nekdanje do sedanje meje. Takih mej je v Evropi kar nekaj in je kar nekaj mest, ki ležijo ob meji ali v dveh različnih državah, na primer med Poljsko in Češko, samo kot en primer, tudi med Finsko in Švedsko. Takih primerov je veliko in mislim, da je tu pri nas integracija prostora večja kot drugot. Da se tu ljudje počutijo enako doma, tudi na drugi strani meje, bolj kot drugot, kjer meja vedno deli neko mesto, ali kjer sta dve mesti eno blizu drugega.